Živijo vsi skupaj, sploh otroci. Jaz sem Iza Lunaček, risar stripov, pa lastnik ene mehne trgovinice stripi na Poljanski. Hkrati sem pa tudi stripovski založnik in prevajalec in smo pred kratkim skupaj z Mladinsko knjigo izdali tole super knjigo, ta krasen strip Vampirček gre v šolo od Joana Sfarja, enega najbolj znanih francoskih striperjev zadnjega časa. Vi verjetno tako poznate kakšne te Asterikse pa Tintine, ampak Joan Sfar je pa tak mal novejši, ful zanimiv avtor in to je eden mojih najljubših stripov, ki sem ga tudi jaz prevedel, zdaj vam ga bom pa nekako živo mal interpretiral. Skratka, takole se začne, evo, s tole lepo staro hišo in piše: v stari vili je bila povsem običajna noč. Mrliči so vstajali iz grobov v svojih nedeljskih oblekah. In prav tale prav, kam greva nocoj, draga moja? Na bridge. Bridge je ena taka igra s kartami, ki vi verjetno ne poznate več, taki stari okostnjaki so pa zelo radi igrajo. Vas lahko prosim za roko vaše hčerke? Zgubila sva jo. Mava pa še nogo, če bi eno. Čajniki so se zavrteli s komodami. Komode so te stare omarce, kakor jih vidite tukaj, mogoče ima kakšna, vaša babica je kakšna. Duhovi pa so v ritmu rožljali z verigami. Predniki so zdrsnili ven iz svojih portretov in se šli malo pozabavati. Povsod je bilo torej eno samo veselje in bila je povsem običajna noč, ampak kljub temu je bil nekdo žalosten. Kdo? Naš vampirček, ki pravi: rad bi šel v šolo. In to je bilo prvič, da je kakšen vampirček za kaj tazga prosil. In živi mrliči sploh niso mogli verjeti svojim ušesom. In je rekel tale stari kapitan duhov, ko boste videli, kad nek oče od vampirčka, je rekel: ampak vampirček, vampirji so prosti kakor vetrič. Lahko letijo naokrog, lahko se spremenijo v miš, v volka, v netopirja, celo punčke lahko grizejo do krvi, ne da bi jih zato kregali njihove mame. Tako da lepo te prosim, a res nimaš česa bolj pametnega za početku, kaj da greš v šolo? Prav vampirček: ne. Prav, če mi je pa dolg čas, tukaj sploh nobenih otrok ni. Pa prav tale gospa Pandora, ko je vampirjeva mama, prav: jaz si imaš svojega kužka, duhodajza. Ja. Jaz si vem, ampak on je sam pes, jaz bi se pa rad družil z otroki svoje starosti. Aha. Ta prošnja vampirčkova se je vsem blazno čudna zdela, predvsem kužku, ki sploh ni mogel razumeti, zakaj bi se kdo rajku kar z njim družil z otroki svoje starosti. Ja, kaj pa sploh misli s tem njegove starosti? Saj vampirji se nič ne starajo. Ko rataš vampir, si star to, kakor si. Kakšne vedarije so to? In prav tale mamica prav: ne bod tako pasi, duhodajs. Vidiš, koliko mu to pomeni ta šola. Bod priden kužek, pa mu pomagi torbico pripraviti. A res, mami, res lahko grem? Če obljubiš, da boš do zore nazaj. To veste, ne, zakaj mora biti do zore nazaj? Ker po dnev vampirji kar sprhnijo. Takole se spremenijo v prah in prav častna. Prav si mi pripravil torbo, duhodajs. Ampak so sam pasi piškotki noter. Prav, ja kaj, da najbolj nujno sem spakiral. Pa pridejo še te druge pošasti, ko jih boste tudi pozneje spoznali, ko so ful fajn. To je Klaudijo, njemu, kako je že njemu ime, ne spomnim se. Prav, kaj je vampirček, ti ne gre, prav Klaudijo. Veste kaj, meni se zdaj duhodajs užaljen zaradi šole. Prav, ti bomo pa mi turbo pripravili. Itak da, stari. Je tak blazen frajer. In pošasti so zelo ustrežljiva bitja in so se takoj vrgle v izdelavo šolskih potrebščin iz raznih reči, ko so se valjale po vili. Prav, lej to, tale knjiga brez črk, to bo super zvezek. Ja, rišeš pa lahko kar s perjem iz mojega starega kovtra. Namest krvi, namest črnila imaš pa flaško krvi, stari moj. Hodo. Prav, za svinčnik pa tale košček ogla. Mogoče moram biti pa tako kakšno darilo za učiteljico. In prav tale Frankenstein prav: kakec si dej, to jo sem všeč. In vampirček je že prhnil skozi oken, čist navdušen, da bo šel v šolo. Prav, sam veš kaj, tisti kakec pa po mojem ni bil najboljša ideja. Ti sam glej, kaj bojo drugi prinesli, pa ji boš dal še ti nekaj tazga. Pa si ne čudga, če ta prvi dan nimaš darila, saj si nov, a ne? To pa res, veš da.
In res sta prišla do te šole, ki je tako stala na začetku take mehne vesice. Dost mehna je bila, sem z 2 nadstropji, ko ni veliko otrok v taki vasi. Spredi je bil en peskovnik, gugalnica, pa ena taka velika kletka polna grlic. To so imeli dostakrat včasih šole, take ptičke spredi. In na hodniku so bili tako obešalnički razporejeni, ne preveč visok, da so lahko otroci obesili svoje plaščke sami, ampak nikjer ni bilo niti enega plaščka. In prva učilnica, v kateri je šel vampirček, je bila prazna. In vse druge tudi. Prav nič ne razumem. Verjetno si že mislite, zakaj so bile prazne. Ne? V živo ponavljam, tukaj otroke to vprašam, ampak zelo sem staršem doma, poveste. Prav v tej šoli sploh ni nobenih učencev. Ja pa so. Lej, čisto na vsaki klopi je zvezek in to z imenom enega otroka. Jaz ne znam prav dobro brati. Daj mi jih preberta imena, mogoče sem pa tudi jaz vmes napisan. Nisi, sem pa že pregledal. Mogoče pa učenci hodijo v šolo samo po dnevu in zato po noči nikogar. Veš kaj, po mojem bo kar to. Mama je vampirčka šele ob zori domov pričakovala, čist navdušenega nad šolo, tako da jo je kar malo zaskrbel, ko se je vrnil prezgodaj in s takole pobešeno glavo. In prav, kaj pa je bilo duhodajs? Ne, noben ga ni tam po noči, zato noče več hoditi. A kakrat si jim dal? Jo, težko te tazga gledam, prav mamica, vsi se zbrali in očka in to prav, še jaz sem žalostna. In prav, kapitan, res je mladenič, poleg tega se mi ta tvoja težava sploh ne zdi nerešljiva. A res, kapitan, res mislite, da grem lahko vseeno v šolo? Seveda, bomo šli pa vsi s tabo. In naslednjo noč je res večina duhov po noč prišla v šolo, da bi naredili veselje malemu vampirju. In kapitan mrtvih je vsem duhovom zabičal, da ne smejo pisati v zvezke od dnevnih učencev, zaradi tega, ker smrtniki ne smejo nikoli izvedeti, da duhovi obstajajo. Ampak vampirček je pa rekel, briga me, jaz bom pisal zvezek, pa pika. In naslednji dan je v tem istem razredu učiteljica na glas vprašala: Marcel Dufon, a si naredil domačo nalogo? Ja. Tale Marcel je pa v bistvu gledal pa čisto tako, kot tale, ko je napisal to knjigo, tale Joan Sfar, ki je bil majhen, mislim, da je to on živel v taki vasici. Je zelo zanimiv. Prav, potem podpri zvezek, mu je rekla učiteljica, in nam preber rešitve. In Marcel je res odprl zvezek, sam ni bil preveč samozavesten, ker je vedel, da ni nič delal domače naloge. Ampak na njegovo veliko presenečenje so bile vse naloge rešene in to brez napake. Tako da ni mogel verjeti, kaj se dogaja. Rekel, kdo bi lahko namesto mene naredil to domačo nalogo? In zato je tisto popoldne spet šel iz šole, ne da bi naredil naloge, in si rekel, pa poglejmo, če se bo čudež ponovil. In res naslednji dan ima spet vse naloge rešene. Hudo! Naslednji dan tudi. In našemu Marcelu so že od majhnega zelo veliko prepovedovali o Bogu, ki da je razdelil morje na pol, ko je ljudem povedal, kaj lahko delajo, če se ne, ko je vrgel Adama pa Evo iz raja, ker sta jedla jabolka. Ampak noben mu ni pa nič omenil, da bi Bog po noč hodil v šolo in reševal domače naloge učencem. In ker ga je bilo strah priti po noč v šolo, se je odločil, da bo dobrotniku v zvezku pustil eno majhno sporočilo. Napisal je: hvala za naloge, kdo si ti? In naslednje jutro je v zvezku res našel odgovor, ki se je glasil: vampir sem. Vampir. In tako sta se začela pogovarjati iz enega dneva v drugega, en po noč in pa po dnevu, Marcel pa vampirček. Prav, Marcel, ne verjamem ti, vampiri sploh ne obstajajo. A ja, kdo pa pol hod v šolo sred noči? Kaj pa jaz vem, en lopov. Ja, a misliš, da lopov nima česa bolj pametnega za početku, ker da ti rešuje matematične naloge? Mogoče si pa lopov, ko ima rad matematiko. Če bi imel rad matematiko, bi bil dober v šoli in mi zdaj ne bi bilo treba biti lopov. Aha, no, evo, da si lopov. Prav, nisem, vampir sem. In to zelo prijazen vampir in rad bi bil tvoj prijatelj, če bi bil tudi ti moj, bi ti vsak dan naredil domačo nalogo. V tistem trenutku ga je pa en duh vid našega vampirčka. Prav, kaj pa počneš? Kaj ti briga? Učitelj, vampirček pa piše v zvezke od dnevnih učencev. A je to res vampirček? Ne. Pokaž mi ta zvezek. In kapitan je začel brati vampirčkovo dopisovanje in je na lepem postal blazno resen. A ste jezni, kapitan? Ne.
Jaz nikoli ne ratam jezen, ampak nekaj zelo resnega si naredil. S tem si ogrozil vse duhove. Če bojo ljudje za nas vedeli, bojo prišli podreti našo staro hišo in potem se morali spet seliti. Kaj pa lahko naredim? Poišč mi tega fanta, prav. Poišč mi tega Marcela in mi ga pripelji. Rad bi se prepričal, da ne bo nikomur nič povedal. Sam če ne vem, kje stanuje, bova pogledala v šolske arhive. Jo, kaj pa misliš, da bo naredil, kapitan? Po mojem ga bo ubil. Ampak prej ga bo pa še malo mučil. Ne se bat, no, se si sam hecam. Evo, slepa ulica Šarlanodena, tukaj sva. Tem preleti, to je nekje, tako morate nekje na jugu Francije, ko je veliko teh palam pa vsega tega. Prav, a je to on? Ne, to sta neka dva starčka. Upam, da sva sploh v to pravi hiši. Res najdeta? Hej? Utiši ga! Pst, nisi ti treba bati, nisi treba dati. Dohodaj, pet pogledati, če njegova mami pa oče še spita. Ja, šefe. A veš, ko tvoja starša ne smeta vedeti, da obstajam. Saj to nista moja starša, sta dedek pa babica. Starša sem pa zgubil. A ja, kam si jih pa dal? Ti si pa res hecen. To se tako reče, da si starše zgubil. To pomeni, da sta mrtva. A ja, pa tako kot moja dva. Moja starša sta tudi živa mrliča. Ne, to je drugače. Moja dva sta zares mrtva, zato sem sirota. Če bi bila moja starša živa mrliča, bi bil verjetno vampir, tako kot ti. Hej, kakšne pa so te sirote? No, tako je čisto navadne, tako kot jaz. Vse je v redu, šefe, starčka smrčita kot slona. Evo, to je Duhodajs, moj pes. Ful je fin. Čakajte malo. Leta, to je pa Lojze, moja ribica in je moj dober prijatelj. Meni se zdi grd, psi smo boljši. Ne se zanj mentil, bo sumanje. Ne pa ni grd, lej prepozna me. A res? Ja, če dam nos na steklo, pride zraven. Pardon. Jo, a se ti mogoče afnaš, da bi nama pokazal, da znaš več, kot je ena ribica? Mogoče. Super je, da tvoj kuži. Pride v mesto dedek noter, prav. Ja, Marcel, a ti ne spiš? Ne, dedi. Enega kužka sem našel. Verjetno je splezel po steni pa noter skozi okno. A ga lahko obdržimo, dedi? Se bova jutri zmenila, zdaj pa nazaj spat, srček. Dedek pa se zelo flegma. Ej, a se hecata, jaz ne bom tukaj ostal s to zlato ribico. Pomir se, Duhodajs, noben ne bo tukaj ostal. Prid, Marcel, greva k meni domov. Pridno, a te je strah? Ja, a bom jaz tudi letel? Ne, kužka zajahi. Piše, tega ne smete doma početi. Če vas pes ni čaroben, ga ne smete jahati. Super je tole. Ja, res super. Dajmo Duhodaj, spet malo hitrej počasnila. Vampirček, zakaj pa hitimo? A se nam mudi? Zamenjeni smo s kapitanom mrtvih. Skaj, kdo pa je to? Evo, že videl. In pridejo res do te hiše, Marcel je že malčušen. Kuku! Čau, pošasti, to je... Ja, kam pa je šel? Marcel, prid ven, to so prijazne pošasti. Dajmo, še lahko zbežim. Marcel! Takrat pa jih pride en, da je že umrlič, ven izgleda. Prav, čist imate prav, jaz se jih tudi bojim. Zadnjič so mi eno kost ukradli, veste. No, evo te, kje pa si bil? Lulat sem šel. Pa ne smeš lulat na grobove, a veš, kako bojo mrliči jezni. Ja, ka so že stari, veš, pa so zoprni. To je zaradi revme, stari moj. Ja, v grobencah je blazno vlažno. In če ti pride mah noter v sklepe, veš, kako to škripa. Zdaj sta pa evo vampirčkova starša, prav mamica, kapitan, kaj pa počnete? Masko si natikam. Masko iz človeške kože, da ne bom preveč prestrašil, fantka. Daj no, popij že. A je to kri? Ma kaka kri, kakav je. Pošasti imamo tudi rade kakav, stari moj. Dober. Kaj pa je tako smešen. A se ti ne zdi, da sta si te dva mal podobna?
Pripeljal sem fantka, kapitan. Naj vstopi. Jaz sem poglavar duhov. Približaj se. A ste gusar? Ja, včasih sem poveljeval holandski barki. A ko ste bil še živ? Ja. Žena mi je umrla na poročno noč in jaz sem bil kriv. Vi ste jo ubili. Mislil sem, da mi je bila nezvesta, tragična zmota in zaradi tega zločina sem preklet. In moram tavati po morjih sveta na ladji duhov, dokler neka ženska ni pripravljena umreti zame. A pa ste jo našli? Ja, ampak sem se zaljubil vanjo in nisem hotel, da še ona umre. Ampak ona se je vseeno ubila. Kako pa to veš? To je legenda v Letečnem Holandcu, dedek mi jo je povedal. Gospe je bila pa Pandora ime, a ne? Ja, to je mama od vampirčka. Da greš lahko domov. Ja, a me ne boste mučali? Kako pa veste, da ne bom vsem povedal, da tukaj živite? Vidim ti v očeh. Ja, kaj pa če bi vsem na kakšni lobanji presegel ali pa kaj tasga? Ti bi rad pravo gusarsko presegel, prav. Prisegam, da bom cel svoj obstoj posvetil varovanju mrtvih in spominu na nje. In če izdam skrivnost, naj me pregrizne grizljač. Daj se pa še pokrižaj. Tega pa ne morem. Pa bi imela več teže tvoja presega. Ja, kapitan, jaz sem Jud, tako da križ zame nima ne vem kakšnega pomena. Ja, pa naredi tisto vašo zvezdo. Ne, tega pa mi ne delamo. Pa še jaz v Boga ne verjamem preveč. A veste, ko so mi starši umrli? Ja, nisi še mal mlad, da ne bi nič verjel. No, se ne rečem, mogoče obstaja Bog, ampak potem, kar je meni naredil, mu nisem čist nič dolžen. Mislim, da moraš o tem še malo razmisliti. Nekatere nesreče nam odprejo čarobna vrata. A ti jasno, kaj hotel s tem povedati? Ne. Imaš kakšne igračke? Ne. A bedno, jaz jih imam ful, dedi mi jih skozi kupuje. Tudi taki, ko se jim barva ne zbriše, če jih daš v banjo. A ti se kopaš kdaj? Ne, ko pa je to? Ta se sploh ne umiva. Ne štekam fore, jaz tudi ne. Mami, a se greva lahko kopat? Ja, gospa, jaz tudi. Zakaj pa? Vampirji so že po sebi čisti, pošasti so pa tako svinjske, da jih nima smisla umivati. Ne, sam igral bi se radi, gospa. Ne vem, kaj tako zabavnega v namakanju neki tekočini. Veste, kaj če vajo veseli, res ne vem, zakaj ne. Ampak sploh ne vem, če v tej hiši tekoča voda. Vem, da je ena stara banja. Bomo mi vse zrihta, gospa Pandora. A je to ta banja? Ja. Pošasti, pripravljene na rame. In pošasti so zdirjale proti močvirju, na ramenih so pa nosile banjo, v kateri so sedeli vampirče, Marcel in Duhodajs. Umik, umaknite za banji! In ko so prišli do močvirja, so jo zlahka napolnile z blatno vodo. Še pošasti iz močvirja niso nikoli videli, če se tazga. In tudi starim sitnim mrličem se je ta prizor zdel enkraten. Banja na bodu! In ko so te pošasti, to staro banje, položile na sredo jedilne mize, so se vsi duhovi zbrali, da bi si ogledali to veličastno kopel. Duhodajza ni preveč mikal, da bi se skopal, ampak ga noben ne vprašal. Pridi, bazenček je, blo. Ampak, ojej, ja, kakšna je pa jedilnica? Vidite, tudi pri duhovih pa pošastih se ne da delati karkoli. Meni se to ne zdi prav nič smešno. Jutri zvečer imamo ples vampirjev in vse mora biti čisto kot solza. In tako so cel ostanek noči vsi skupaj drgnili jedilnico, da gospa Pandora ne bi bila užaljena. Pošasti so zelo hecen, čistle in ene so celo lizale zidove in se jim je zdelo blato okusno. Ampak Marcel je pač čisto zelo zavzeto, saj se je bal, da ga sicer ne bojo nikoli več povabili na obisk k malemu vampirju. In na koncu je bila mamica res zadovoljna in jim je pripravila čaj s španskimi piškotki, ko se jim reče Montecaos, in so taki karoglički, samo še boljši. V tistem trenutku se je pa začel daniti. In v hipu so vsi duhovi skočili v svoje postle in grobnice in jame, so si zaželeli lahek dan,
Se vidimo jutri, lepe nočne more. Ne moram te več spremljati, da nisi. Nič hudega, se grem peš. Lahko da jaz ne sem narama, ker se nič ne bojim dneva. Cool. Ne, prav kapitan, boljš bo, če greš peš, Marcel. Nočem, da ljudje vidijo rdečega psa, kako leti sred dneva naokrog. To imate pa prav, kapitan. Prav nas svidenje, prijatelji, se spet vidimo hmal. In Marcel je šel čez celo spečo tiho vas, splezal gor po zidu svoje hiše in skočil v poslo 1 minutko, preden ga je babica prišla zbuditi. Zbud se, srček, dedi mi je rekel, da si enega kužka našel. Ne, babi, ni ga več. Ja, kaj pa govoriš? Ježeš, ti si pa zelo zmatran videti. Pa čisto umazan si, kaj se ti je pa zgodil? Nič. A pa ja, mogoče sem bolan. Ja, prehlajen sem verjetno, ali imam pa ušesa vneta. Ali pa opice, mislim, da imam opice, boljše, da ne gremo v šolo. Ma ti si ena opica, ušesa pa nosom v redu, ne boš prical šole. Pejt hiter lepo pikec, pa hmal prid domov, ker bom pekla hemzaleh. Piše, da to je noro dobra jed, ampak je treba imeti tako babico, kot je bila moja. Vidite, to je res tale avtor, ki je napisal to knjigo. Prav, Marcel, niso opice tista bolezen, ko se je pa reče. A je točno ošpice, pa se je isto. In kakor vse dni prej, je bil tudi Marcel tudi tokrat prepričan, da bo vse v redu, ko bo treba pokazati domačo naloge, ker jo je vampirček naredil. Ampak ne, vampirček se je vso noč igral z Marcelom in ni imel časa za reševanje nalog, tako da je Marcel dobil cvek, enko, minus. To ga bo izučil, da se nav zanašal na druge. In tako je moral stati v kotu s temi oslovskimi ušesi. In si je rekel, da bo takrat naprej vsakič sam naredil domačo nalogo, sej bo imel tako več časa, da se bo lahko po noč igral z vampirčkom. Konec. Hvala lepa. Če vam je bila knjigica všeč, jo lahko kupite v vseh prodajalnah Mladinske knjige, kot tudi v naši striparni na Poljanski, pa če jo boste pridno kupovali, bomo naslednji let še kakšen del naredili. To je bil torej Vampirček od Žvana Sfarja, risbo in tekstom, bral sem ga pa in prevedel Izar Lunaček. Hvala vam in se vidimo. Čau.